9 dni, en otok, nešteto zgodb. Islandija ni samo država. Je občutek. Dobrodošli nazaj. Po prvi in edini noči, ki sva je prespala v pravi posteli, sva ponovno spakirala avto. Naslednjih 8 dni bo najin dom na 4 kolesih. Nekaj oblačil, odeja in vzglavnik, gorilnik za jutranjo kavo, bar kafe, islandska voda kristal, kopalke in že sva bila na poti proti Thingvelirju. Islandija pa te hitro nauči še ene stvari. Ko je treba, ne glede na dež, veter ali mraz. Malta. V avto, pa deževen dan. Čist. Kažemo. Telefon se suši, ne? Suši. Ja. Še celo smo mogli kupiti dežno zadevo, ne? Še cena je pa, ne? Veš, kaj je to Islandija? Pred 1000 let je tukaj vladal ogenj. Danes isto pokrajino oblikuje ledeniška voda. Skozi islandsko podzemlje potuje več 10 let. Zato velja za eno najčistejših na svetu. Z Vaskotom sva šla na snorklanje v to mrzlo vodo, kjer je med 2 in 4 stopinje. Je pa zelo dobra svetloba in se vidi noter v vodi do 100 metrov daleč. Notri ni rib, oziroma mi jih tukaj nismo videli, najbrž v jezeru so. So pa alge. Občutek, ko si noter, je fenomenalen. Dejansko lebdiš. Z Vaskotom sva končala. Snorkanje? Kakšne občutke si imel? Na snorkanju? Tako. Zanimivo je bilo med temi dvemi tektonskimi ploščami. Kaj je že rekel model? Da ena je kao ameriška, ena pa evropska, ali kaj je? Tako. Se tukaj stikajo. Kristalno čista voda. Se je bilo pa zelo težko potopiti, ne? Ja. Ker so pač take obleke. In te Skoraj da nemogoče se potopiti. Aha. Te obleke, v bistvu te dve tektonski plošči grejo od sebe in ne k sebi. To pomeni, da tukaj gora ne naratuje gora, ampak greva tukaj desno, ampak gre od sebe in ratujejo kanjoni, ne? Kaj pa tam gor? Ne, bomo ti tudi. Tukaj stoji poletna rezidenca islandskega predsednika vlade. A Thingvellir ni pomemben le zaradi svoje narave. Pred več kot 1000 leti se je prav tukaj rodil eden najstarejših parlamentov na svetu. Mačkano pada dež, malo bova mokra, Majčkano. malo se bo mogla sušiti v avtu. Ne zato, to je izkušnja Islandije. Je rekel majčkano. Je rekel majčkano. Pred nama se je odprl slap, ki je tisti dan pokazal svojo najbolj mogočno podobo. Neverjeten občutek, se sprehajaš med temi tektonskimi ploščami. Na tej strani severnoameriška, na tej evropska, jaz sem nekje vmes. Občutek je skoraj da neprecenljiv. Res mogočna narava. Super. Se sprehajava po parku, po narejeni potki, med brezami,
občutek, kot da smo v Beli krajini. Pred prihodom vikingov so gozdovi pokrivali približno četrtino Islandije. Danes jih je ostalo le še okoli 1%. V bistvu to niti ni gozd. Po Vaskatovem mnenju spim tako mirno, kot da mi jutri ni treba plačati niti enega računa. Gulfos v islandščini pomeni zlati slapovi. V eni sami sekundi slap proizvede toliko energije, kot jo v isti sekundi porabi približno 20.000 gospodinjstev. Če bi namesto vode tukaj teklo pivo, bi v približno sekundi in pol vsak prebivalec Islandije dobil svojo pol-litrsko steklenico. Islandija hitro pokaže, kako pomembna so dobra oblačila. Na takšnih postajališčih zato najdeš skoraj vse. Od pohodniške opreme do tradicionalnih volnenih poloverjev. Frizurca, pusti da vrišti, no? Takole se peljeva v dežju. Ja, pokaži vreme, Islandci. Prvi postanek, manjši gejzir, ki naznani, kaj naju čaka le nekaj korakov naprej. Najaktivnejši gejzir na Islandiji. Vsakih nekaj minut v zrak izstreli vrelo vodo tudi do 30 metrov visoko. Prav po Great Gejzirju so ime dobili vsi gejzirji na svetu. Nekoč so njegove izbruhe umetno sprožali z milom, danes pa večinoma miruje. Brøðrafoss običajno slovi po svoji turkizno-modri barvi. Nama pa je pokazal svojo povsem drugačno, divjo podobo. Smo v Efstidalur restauraciji, oziroma to je kmetija. Zame morda celo ena najbolj morbidnih. Naročila sva hamburger s pomfrijem, s pogledom na krave. Sem probal hamburger. Dober je. Priporočam vsem, ki boste obiskali Zlati krog, da se ustavite na tej farmi. Elfidalur. Vrhunski. Domače meso, sveže pripravljeno, sam pogled je malo morbiden. Na Islandiji tudi paradižniki rastejo drugače. S pomočjo geotermalne energije jih tukaj pridelujejo vse leto. To je moj prijatelj, ime mu je Radomir, zelo prijazen fant.
Rad ima islandsko spremenljivo vreme, Zelo. dež, Sploh dež, ja. pač tipičen Slovenc, Kdo? ko rabi kdaj pa kdaj pojamrati, bo najdel razlog, zakaj pojamrati. Nič zato, če je zaradi tega vremena prepotoval pol sveta. In je šel na najbolj severno točko Evrope, zato da je lahko prišel do tega prelepega vremena. Sploh to. Sva v restauraciji Friedheimer. Restauracija Friedheimer. Kjer bom probal pivo. Paradižnikovo pivo. Zanimiv okus, dosti nenavaden, se pa splača probati. Pivo z okusom paradižnika. Noro. Najin hotel za nocoj. Prvi dan potovanja za nama. Prespala bo v avtu, nekje na parkirišču, malo naprej od Selfosa. Videla smo veliko znamenitosti. Zdaj pa se Odpravljamo spat, Tadej nima problemov s tem, ja, res je. ker on spi skoraj da dokler hodi. Zelo lep dan sva imela, poln. Zdaj sva utrujena, da bo lahko malo zaspala. Od zunaj piha veter, zelo močno, pada dež. Midva pa sva na suhem zaenkrat. In ja, se že veseliva jutrišnjega dne, zato bo šla zdaj počasi spat. Jutri se pa javva naprej. Je tako? Lahko noč. Čau.